Glejte, kako ocenjujete današnji odziv premijerja Boruta Pahorja, da ostaja na oblasti, da bo to vezal na zaupnico in načeloma nezainteresiranost za predčasne volitve, ki ste jih v končni fazi vi ponudili kot roko? Ne samo Slovenska demokratska stranka, tudi velik del volilnega telesa, na zadnje o tem priča rezultat nedeljskih referendumov, je zato, da se ta agonija preseka in k temu vodijo samo predčasne volitve. Ne manjšinska vlada, ne iskanje nekoga brez legitimnosti volitev v smislu zamenjave gospoda Pahorja ni nikakršna rešitev. Oblikovanje neke nove vlade z nekim novim naborom profesorjev brez izkušenj pomeni, da bi ta vlada rabila pol leta za to, da sploh ugotovi, kaj je njihovo delo, potem bo tukaj volilna kampanja, verjetno volitve. Pravi, to ni rešitev, tudi manjšinska vlada, opustite. Doslej je koalicija vladala z večino, ki je šla krepko preko zadostnih 46 glasov, pa ni izpeljala nobenega projekta. Jaz ne vem, kako bi v še bolj zaostreni situaciji delovala manjšinska vlada. To ni realno. Najbolj realni scenarij teh, se pravi, če bo glasovanje zaupnici vladi, boste vi seveda glasovali proti, in potem bi lahko prišel do častnih politikov iz proti, ko se ne se zdi, da ni realno, da bi radi udačili to rešiti. Jaz mislim, da bi gospod Pahor moral mogoče predčasne volitve tako, da enostavno vrne mandat. Mesec prej je dogovor zadostnega števila poslancev, to je 46 vlade več iz opozicije in vladne koalicije, da ne bomo predlagali oziroma podprli izvolitev novega mandatarja in predčasne volitve so potem dejstvo. Zadeva je komplicirana samo, če ni večina v državnem zboru. Če je večina v državnem zboru za takšno odločitev, potem je stvar zelo preprosta. Kako dobro pa lahko stranka SDS dejansko sodeluje v koaliciji s stranko SD glede na različnost stališč in na dva zelo različna politična pola? Naša stranka je s to stranko sodelovala v koaliciji. Tudi leta 2004, ko smo mi oblikovali koalicijo in vlado, smo jih povabili k sodelovanju. Oni so zavrnili sodelovanje, prav tako takratna liberalna demokracija. Mi smo takrat sestavili koalicijo z vsemi, ki so želeli sodelovati. Mi nimamo problemov v smeri ideološkega izključevanja, ti problemi so na njihovi strani. Ta ideološki ekskluzivizem v Slovenijo že veliko stal skozi celotno obdobje tranzicije, pa tudi v tem mandatu. Končno je zaradi ideoloških razlogov propadlo partnerstvo za razvoj. Če bi bilo vzpostavljeno na začetku tega mandata, Slovenija danes ne bi bila zadolžena za novih 7 milijard, ne bi imela 60 000 novih brezposelnih in vladi ne bilo treba po 5 mesecih proračunskega leta zamrzniti izvajanje proračuna, kar je nek skrajni radikalni ukrep.